Ljubiteljice in ljubitelji slovenskega nogometa, lepo zdrav! Pred nami je še zadnji obračun v prvi ligi Telekom Slovenije pred res dolgim reprezentančnim premorom, ki bo trajal kar 3 tedne do prvega konca tedna v aprilu. V Novi Gorici bomo spremljali primorski derbi med Gorico in Taborom, ki je zelo pomemben, predvsem za domačine, ki še naprej lovijo priključek do 9. Aluminija. Za zdaj še brez priložnosti na eni ali na drugi strani. Mihaljević podaja v sredino, tam skače Nemanič, pa še en strel in brani Marjanović pred golom Tabora. Na drugi strani pa Aldair zdaj v kazenskem prostoru. Aldair preigrava. Aldair, pritekel je tudi Nemanič. Nemanič zdaj, Nemanič mimo gola. Gorica, Taborom in Koprom. Za zdaj je najuspešnejši Koper z 10 izbranimi točkami na 6 tekmah. Poglejmo zdaj ta napad, priložnost, Aldair je sprožil. Kar se tiče primorskih derbijev, seveda še znameniti severno-primorski derbi med Gorico in Primorjem, ki pa tudi že nekaj časa ni. Podaja v sredino, tam potem prekršek v napadu do konca sezone. Žoga proti Koliju, priložnost in 11-metrovka. Slavko Vinčič je pokazal na belo točko. Očitno je videl prekršek Briškija nad Kovlijem. In upravičeno je zdaj Slavko Vinčič pokazal na 11-metrovko. Tilj Mavretič in brani Koprivec. Ostaja 0-0. Gol je zgrešil Babič, ki ga sicer ni več v Sežani, zdaj pa tam napaka domače obrambe, kar 3 nogometaši v rdečih dresih v kazenskem prostoru. Še vedno traja akcija, navadna akcija Tabora. Vinčič ni zapiskal ničesar, Nzengue preigrava, vrnili so se zdaj domači branilci, strel, blokiran strel Mihaljevića. In zdaj dobro Kovli, Kovli je vzel žogo Briškiju. Lamin Kovli, priložnost za Gorico, podaja proti Velikoni, ki pa je bil na napačni nogi. Zdaj Rovas, v zadnjem trenutku iz gola Marjanović, goriškega vratarja. Zdaj še ena žoga, tam priložnost za Tabor in gol. Tabor vodi z 1-0 v 64 minuti. Fahten Nzengue pa strelec. Tokrat Marjanović ni dobil tega dvoboja in veselje v lanskem prvenstvu je na 4 tekmah zabil 1 gol, no letos pa na 10 tekmah 2 gola. Potem nesporazum v domačih vrstah, priložnost za protinapad Sežane. Nzengue je pri žogi, dobra, tam podaja proti Rovasu, vendar tam uspešno v obrambni akciji Ristić. Širok, skače Vipotnik mimo gola. Zdaj čaka, da se priključi še kakšen od nogometašev Tabora. Dobra podaja v sredino, priložnost za drugi gol in gol. Kristos Rovas in mislim, da je tekma v Novi Gorici odločena. Tabor vodi proti Vrtnicam z 2-0. Kristos Rovas pa je tisti, ki je premagal Marjanovića, kjer je bil Tolić, pa tudi Mihaljević, ki bo zdaj tam preigraval v kazenskem prostoru. Mihaljević, ki je iztržil 11-metrovko. Slavko Vinčič je pokazal še drugič danes na belo točko. Zabije 3. gol Tabora danes na tekmi, torej Rovas proti Marjanoviću, gol.
Tabor bo zmagal v Novi Gorici s 3-0, še drugič pa je mrežo zatresel danes na tekmi Hristos Rovas, 26-letni Grk, zdaj z 8. golom v prvenstvu. Da, pre svega bih čestitao protivniku na pa mogu da kažem zasluženoj pobedi. Kad pobedite 3-0, onda je to sigurno zaslužena pobeda. Dva poluvremena, onako prvo poluvreme koje smo završili 0-0, jel? I onda smo ušli u drugo poluvreme malo onako napadački nastrojeni, u jednom trenutku imali penal, promašili i posle toga to kao da je taj promašeni penal kao da je sledio moje igrače. S jedne strane veoma težak poraz, koji je došao u trenutku kada smo podigli nivo i formu, i nivo igre i formu, a sa druge strane dobro je da sad da slede 3 nedelje pauze i dobro je da ova pauza dolazi u ovom trenutku da se malo saberemo. Dok god postoji matematika i sigurno da nećemo odstupiti od našeg cilja, bez obzira ko je protivnik, tako da i dalje duboko verujem da možemo da se izvučemo iz ove situacije. Sigurno da je današnji poraz malo težak, ali je on otvorio neka druga pitanja sa kojima bi možda mogli u budućnosti da se u veoma jednom kratkom periodu da se pozabavimo. Hvala. Hvala za čestitke. Današnjo tekmo smo pripravili malček drugače kot tista domača tekmo z Olimpijo, ker smo šli na neko igro kratkih pasov, ker smo po moji oceni dobro odigrali, a nas neke epizode niso nagradile. V tej tekmi smo prepustili pobudo Gorici v nekem, da smo potem odigrali nek protinapad, polprotinapad in mislim, da se nam je na tej tekmi malo stvari iz prejšnjih tekem vrnilo. Tako da danes so nam epizode šle na roke. Čestitam fantom za borbeno igro in upam, da bomo v teh 2-3 tednih, ki nam zdaj ostane v tej pauzi, lahko stvari še nagradili.